Zdaj še cel program. Ja, tako, dobrodošli. Zdaj, moramo že zdaj takoj noter padli. Ja, valjda, čakaj. Dobrodošli, dober večer v silvestrski epizodi, ki sicer pride 30. decembra, ampak vseeno, to bo samo za vas, za jutr, ko bo. Ne? Ja, ampak pol si lahko lahko se malo zapozirate, pa ne jutr to naredite. Mi smo prehiteli. Ja, seveda. Čakaj, zdaj bom kar štartan z muziko, da gremo kar noter. Ja, mislim, jaz ne vem, zakaj nismo že štartali tako kar noter. No, zdaj pa smo te. Ok, zdravo, štoparke in štopari. Dobrodošli v posebni novoletni epizodi podcasta. Opravičujemo se za vse nevšečnosti vašega galaktičnega vodiča po ne vem čem. Danes sicer ni 1. januar, ampak je silvestrski večer in ta večer. Večer je res poseben. Je res poseben, če ga praznujete z nami. Če ga poslušate v avtu zjutraj, je res posebno jutro. Ne zapele dol, prosim vas. Ja. Samo brez panike, drage poslušalke, drage poslušalci, ne bo brisača pri roki in kozarc. Scenarija se ne držiš, ne. Kje? Jaz sem že tle noter. Ja, sej, ABC. Ja, fakt. Vse bereš, vse glasove ti bereš. To je kot poljska sinhronizacija. Vse bo on naredil. No. Nisem videl, če imam pop film, čak si bo dal na telefon. A greva midva lahko v bife? Ja, se samo povej. Ne. A greva midva v košniku? Tam se to ne bi zgodil. Tam se tega ne bi bilo. Ja, ker tam so imeli vajo. Tako da, ja, dej. Ja, ne, zdaj si že vse povedal, ne? Ja, pa pojmo naprej. A bomo kaj studio opisali? Ja. Skratka, imejte brisačo pri roko, brisačo na ramenu, kozarc v roki. Če še nimate pangalaktičnega groleza, si ga naredite. Ja. Tako je. Upam, da ste vsi v svetleče oblečeni. Ja, nujno. Če ni bleščic, niste nič naredili. Ja, pauza, naredimo pauzo. Ja, stisnite pauzo, pejte se preobleč. Namažte se, punce. Ja. Tako, deci tudi. Ja. Ne bomo obsojali. To je zdaj modern. Aj, jebo boš mi. Karkoli vam pa še namažte se. Črto, saj. A veš, tako kot ta... To si Rambo, ali kva? Ne, glem ta. Misli to. Ne vem, kako se reče, temu delu uča, pa da je slabo. Ta uč od spodaj. To, kar si naredi Joel, ker hoče biti gleb roka. Lahko tudi, če imate te... Trepalence ta. Smoke eyes. Ne, črto si naredi. Ja, smoke eyes. A to je to. Ja, ok. Zdi je profesionalci. Za tega vem, da se... To. Tako da, če ne slučajno še niste videli, ne, ta v rumenem sukniču sem jaz. Aljo! In v zelenem sukniču živijo peli. In seveda viola sem jaz. Kaj igre brez meja. V Bahašen gremo zdaj. Kaj je band? Včasih ste slišali že naš big band, opravičujemo, .se. Ja, ki je sicer, zakaj ne vem, zakaj ne igra več. Ajde, band, gremo, piči miško. Čak. Noče, ali kaj? No, fante, nismo za to plačali. Tako, ja, smo plačali. Ni pocen. Zdaj bomo meni bolj bobnarski. Bobnar je začel. Lepo. Malo zapalimo, ne? Ja, malo. Prvi plesalci in poslušalke že plešajo. Dajmo malo se zavrteti. Ja, vidim tamle, Tine pa Jožica v BS-u že plešata. Še posebej iz BS-a Jožica, ja. Ampak ja, valjda. Seveda, zihar je saj ena. Mislim, halo, more biti. Če slučajno ne snema, tam v našem tazadu... Pozvonite Jožici, pa je povejte. Zdaj se gre malo zavrteti. Ne, zdaj sem dal jazz drum z groovy, ta bo kar huda. Band igra jazz z groovy. Band igra jazz z groovy. A bomo mi zdaj povedali kaj o studiu pa to? Ja, temo, ne? Studio je res Prešerno velik, ne? Smo šli v ta velik studio. Tako, največji, ki ga imamo. Za dekoracijo ga poširali. Za dekoracijo imamo, smrekce imamo noter, vse je tako... Ni ena. Ni ena smrekca. Darile. Hvala, daril. Kamorkoli lahko seže. Mi smo bili tako pridni celo leto, ne? Vse to ste slišali, vi, ne? Da nas ni obiskal samo Božiček, ampak nas bo tudi dedek Mraz. Ja, absolutno. Tako da na novoletno jutro bomo mi odpirali ta darila, ki so tukaj v studiu. To bo noro.
Pa kamin smo si dali ugraditi samo za to priložnost, ne, sicer ga v studiu drugače ni, ampak ne. Ja, zakaj? Če smo imeli Zeppelin na avionu, ga imamo mi tudi v studiu. Ja. Sam nimamo mikrofona pred njim, zato ga ne slišite. Tako, to pa nismo ozvojili, to je samo za nas. Ja, in tja smo tudi dali v štufe, za božička. Dedek, kaj imaš štufe sploh? Ne. To je božiček fora. Ja, božiček fora, no. Tako da za njega nismo dali pol. Tako. Ja. Ne, se to obrača. A se ti že vrti? Se ti že vrti, kaj? Si že začel, nisem pa se ti že vrti. Ne. Moram reči, da gremo še malo k bendu, ko so malo nehali. Dole se je na bobnih. Ne. Dobro. Ja. Na kitari je Šustnik, kukor vsak let, ne. Na basu je pa Turk, ko ponovadi. Tako da pa po Zavnari je cela ekipa odzad, pa še violinista imamo. Pa tale na timpanih je šel pa zdaj malo na pauza na per. Ki ga ne rabimo, vsaj do polnoči. Na vin, ja. Tako da to je bilo to, kar se tiče studija. Imamo še kaj za studio? Imamo pa to kuglo, ki se bo pa spustila natančno o polnoči. Se bo kugla spustila, ko se začne odštevanje, se spušča kugla in takrat bomo skupaj nazdravili. Kugla skozi počasi drsi dol, ampak takrat bo pa prišla do končnega, a gre gor. A gre dol, a gre gor. Zdaj gre še gor. Zdaj gre še gor, pa se pa spustila, veš. V novo leto. A ne boš tam mogel gor za novo leto? Ne, dol se spusti. Google dol pa še en kam, dajmo se zmeniti. Dol gre, pa lučijo bo obsvetile in bo tako, in pa bojo žarki. Zakurili vse. Drugač bo vse tam nove. Zakurili vse. Zgledali bo kot restauracija ob koncu vesolja. Približno tako, ja. Minus krava, ki se ti sama ponuja. Tako. Ali pa čeprav ne, lahko bi tudi. Če imate kravo, si jo pripeljte noter. Ja, ne, se lahko rečem, lahko zdaj opišemo kravo, ki se sama ponuja tam v levem kotu. Tako da ja, tudi to bomo imeli. Vse bomo imeli. Tam le zraven je bar. Ja, bar je, dober je. Če bi bili tukaj, ne bi si šli, lahko imamo brezplačno pijačo. Ja, vse. Seveda. All you can drink z vsemi glavami. Ja. Mislim, če zapko 30 slučajno, to bi se. Ja, seveda. Ja. Tako da, res noro. Res je preširno vzdušje, vsi ti plesalci. Ja, vrtijo se. Točno plesalci, vidiš, fulih je. Res je. Plesalke. Za malo nisem videl. Plesalci in plesalke. Moram malo obrati. Res je lepo pogled. Lepo. Viola, rumena, zelena. Mogoče bi šli kaj na naš program. Ja, da malo pišemo, zakaj smo se tukaj izbrali na novega leta oziroma en dan prej. Ja. V bistvu, ne? Ja, v bistvu. Da pogledamo malo za nazaj. Ne? December je bil kar pester mesec. Ja. Ste ga verjetno tudi poslušalci doživeli kot takega. Spomnimo se epizode 238, ko smo govorili o najboljšem pangalaktičnem grlorezu. Ne? Ja, to tako, ja. Tako da, kakšno dobro pijačo si pripravite za zraven? Tako. Lahko tudi pošljete kakšen dober recept za grlorez, če ga imate? Ja, absolutno. Ali pa kakršno koli. Seveda. Če je kaj bolj milga, ker smo že malo v letih, bo dobrodošlo. Če je kaj boljšega, pa mečkam bolj milga, bo tudi v redu. Pa hujšga. Mene zanimajo kakšne stvari na osnovi radenske. Vode? Ne, radenske. Mogoče bi ti probal s to vodo iz ladijskega trupa. Ja, mogoče. Mogoče bi se pa to. Mogoče pa tukaj loviš. Ja, vem, če bi bilo, nisem čist zihar. Nisem čist zihar. Kaj v bistvu z radensko, to bilo pa zanimivo videti. Mislim, z radensko se dela tudi perol. No, vse to, minus alkohol. Brez alkoholni koktajl na osnovi radenske, to, če ima kdo koktajl. A to se temu tako reče? To se reče tako. A moktejli so brez alkohola. Gasa. Tako, brez gasa, ja. Še kar brez zvezde. Ja, no, ampak lahko si pravošaš. Bend je sicer zdaj si malo pauzice vzel. Ja, malo bi bend malo počival, zato ker gremo mi na drugo točko, da se malo spomnimo. Mi smo še vedno, podcast o Štoparskem vodniku, po galaksiji in Štoparski vodnik pravi, da je brisača ena najuporabnejših stvari v vesolju, tudi v epizodi 237 smo govorili o njej, in tudi o tem, da je treba misliti nase. Ja, in da si podarite kakšno lepo darilo. Ja. In da
Brisača je res Absolutno. zelo lepo darilo. To bi mogli imeti drug let za podpornice, ker letos je sam še en dan. Stari, to pozabil. govorimo že vsak let polet, da bomo. Ja. Sam ne v eter, tako da zdaj dajmo v eter in damo kot Pa se bo mogoče, mogoče se bo uresničilo. Če damo v eter, pač bomo. Ne, jaz bi dal kot željo to. Kot tako detko mrazno željo. Damo to v pač emotion v lepi slovenščini. Ne? Tako. Mogoče se bo zgodilo, mogoče ne, ker ne vemo v resnici. Ja, upajmo lahko na najboljše. Če ste pa na faksu, pa študirate organizacijske vede, pa bi radi organizirali to, da se brisače zgodijo, pa ne pokličite. Opravičujemo se, Afna z VPLC-om lahko tudi. In boste lahko to organizirali? Ja, ne, prakso, se bom podpisal, se bom zihar kakšen zavod. Lahko podpišemo vse, štempli in se slikami. To bo noro. Sicer plača ni nič, ampak izkušnje pa so. Izkušnje bojo pa velike. To je za izkušnje, to je za vse ve. Tako. 6 let delovnih izkušenj, kaj ste pa delali brisače, sem jih tam. Za podcast. Ja, le, nekaj je. Najbrž bi pa še kaj drugega najdel. Ja. Kje smo pa zdaj ostali? Tako kot smo rekli, brisača za novo leto, grlo res v kozarcu in že smo pripravljeni na časovni preskok. Sicer nimamo nobene ladje, ampak se bo to kar s koledarjem zgodilo. Ja, imamo zdaj. Imamo ladjo? Imamo ladjo. Ladja je glih šla. Torej, čak, da ladja odpotuje, no. Ful dolg vergla, puška dizel. Zdaj bo konc. Okay. Ja, kaj je šla. A dan spet lagani jazz. Lagani jazz bo dal band. Ne, dole zdaj te malo spet igrati. Dobre. Turk že plete po basu, kada ni jutr, razumeš. Da je malo ladino, prosim. Kje smo zdaj ostali? Pregled leta skozi prizmo štoparskega vodnika. Tako. Ja. To leto 2024 nam je prineslo raznolike epizode. Yes. Obiskali smo temno stran Lune. Dober kviz. Čakamo še na golfa, ampak samo što ni. Kaj se res kaj z golfom? Ne vem. Bomo kaj vprašali, ne? Šefice. Nismo še davka plačali. Pol pride. Ja, pol. Okay. Če ne pa Dunje, če poslušaš zrihti. Nekaj se mora zgoditi v tej smeri. Nekaj zrihti. Mi rabimo. Prelevili smo se v hortikulturni podcast z rektvicami. Postali smo misice in sanjali o miru na svetu. Lepo je bilo. Jaz sem kar mal joko, ko sem prišel. Ti si bilo lepo. Razpravljali o raznih izumih za prihodnost in se poigravali s časovnimi luknjami, financami, diamantnimi šovi in politično jesenjo. Madonna. To smo vse naredili. Bomo dali vse te epizode v zapiske za tiste, ki so z nami prvič. Mi imamo samo politika, imamo tudi malo tudi hortikulturo. Znanost, prnes, politika, prnes. Prnes imamo. Lahko sem en teden oblečen v redkuco, če je kdo več govoril o redkucah, kaj bi. Pa smo res malo govorili. A poznamo kakšen hortikulturni podcast? Ne vem, ljudje. Ja, pa mene zanima. Mi smo imeli že ruske vile, ne? To je bilo pa že nazaj. To je bilo pa še predlan. Tako da leto smo imeli kar pestro. Ni bilo dolg čas. Kar pestro, čeprav je naš namen pogosto bil, da bi obdelali 6. knjigo, nam to res ni dobro ratval. A smo imeli kaj 5. knjige tudi? Mislim, da ne. Mislim, da smo letos imeli samo 6. Ne, začetek leta smo imeli, ampak pa smo imeli v prejšnji epizodi, začetek leta pa smo štartali. Tako je bilo, ampak 6. knjiga pač taka je. No, in v novem letu bo isto. Ja, absolutno. Za grozo. Nekateri bi rekli, da smo zašli v zanimive digresije. Jaz ne vem, če bi rekel digresije ali pa zanimive, ali pa uporabil to besedno zvezo, ampak smo ustrajali v iskanju smisla, ne, v vsakem primeru. Ne, vprašanje pa, če smo najdeli odgovor na vprašanje. Ne. Ki je kot zmeri in vedno bo. 42.
Ja. Smo pa veliko govorili o kojnih, tudi letos všeč mi je bilo, ker to smo tudi že lanskrat govorili o njih Sejšelih. Nikoli ne vemo, kam gre ta svet po resnici. Mogoče bo jahanje kon taka koristna zadeva, ki bo benzine zmanjkalo oziroma nafte, mogo pa nekem se prestaviti iz točke A v točko B in gledati so teleporti so kar mal daleče, saj za enkrat, jaz ne vem. Za enkrat ne kaže, da bi bilo ne kaže. Sicer so neki drovni, ki tam neko v Ameriki se jih bojijo, ampak ne vem, če to pomeni, da bojo tudi teleporti. To mislim, da je še daleč od tega. Tako da mogoče pa s konji, ne? Ja, mogoče. Konji so redo. Ja. Daj dole, zdaj še malo ne muzike, no. Daj muziki malo tiše, ampak dajmo, piči. Tako da imeli smo vse Mongole, žite, savane in imeli smo pa tudi enega res lepega gosta, med drugim gospoda Kodreta. Tako. Kaj je bila pa zelo lepa. Ti ste bila pa 199 mislim, vse so lepe, ampak ta je bila pa tako. To je pa res bilo fest. Zelo včasno mi je bilo. Tako včasno mi je bilo. In tako toplosrčno sem se počutil, če to eni besedi. Mislim pa lepo. Gospoda sem končno spoznal, ker prej razen po pesmih in njegovih delih ga nisem. Tako, Smo bili pa fajni dela že desetletja. In je fajn, zelo fajn gospod, prijazen in zelo hupi frut. Ja, absolutno. No, in sedaj, ko vstopamo v novo leto 2025, naj vam podelimo nasvet iz štoparskega vodnika po galaksiji. Samo brez panike. Tako, To mislim, da čist premalkrat rečemo v podcastu. Ja, sam res. To je res dober nasvet v resnici. Ker smo imeli več une ideje, da bi imeli uno knjigo, pa nekaj tudi. Kaj je nekdo pozabil napisati v scenarij. A misliš, da bi bilo, če bi bil naslov samo brez panike, misliš, da je to kaj sporno? Kjer naslov? Te knjige naše. Ne. Jaz mislim, da to je zelo dobra kraja, to mu naredila. To je homaž. Bravo. Imamo naslov za knjigo in to v silvestrski epizodi, dragi gledalci, dragi poslušalci. Res, zdaj sem se pa še super zasukali naši plesalci in plesalke. Kakali pa peruetica. Ful dobro. Ja, mi pa pojmo kar naprej, ne? Ful hitimo, čist brez veze. Ja. Dajmo malo pauze za tale solo, ki bo. A bo? Ja. Tudi letos smo povedali, da je čas relativen. Tiste epizode, v prejšnji epizodi smo že omenili. Zdaj ne vem, če bi vam svetovali, da še enkrat poslušate, ampak mogoče pa tudi ne. Lahko pa vsekakor vam pa svetujemo, da preberete Štoparca še enkrat, če ga se niste. Če ste glikar z nami, pa poslušate ta prve epizode mogoče od začetka. Tako da, Mislim, pejte od začetka. Novi začetki se lahko tudi na novo začnete brati Štoparca. Mogoče, tako, kot smo mi mislili, če ga še niste. Tako, kot smo mi mislili napisati novo zavezo. Mislim, da je bilo teh novih ful veliko. A misliš, da se bi nova zaveza? Vse to si bi paril. Takrat nisem bil navdušen, če se prav spomnim. Ni najbolj. Nova zaveza. Ni najbolj, kako bi rekel, veš, kva bereš, ne? Štirikrat poveš nove zaveze, mogoče ni lahko rekel najboljši PR, ampak... Vse po mojem, da bi mogli ljudi tako kaj jehovci med ljudi, pa to šir. Mogoče pa tudi to ni slaba. Pa mogli biti več kot 3. Pa mogo imeti že svoje sekto, veš. Se pol ljudi se najdejo, ne? A pustimo službe, pa gremo po svetu in širimo našo vero. Tako. Ja, ampak če bojo ljudje srečni, če bojo ljudje, če osrečimo ljudje, mislim, da je vredno. Mislim, veš, kaj smo imeli problem, a smo mi najdli našo vero, da jo lahko širimo. To ne, to moramo še poiskati. Mislim, za enkrat imamo naslov, pa delovni naslov, nova. Pa samo, čeprav meni samo brez panike boljš, kot ta nova zaveza. Samo brez panike dela. Samo brez panike je boljš. In to je to. Mislim, da sam to daš. Bomo vprašali dr. Kodreta, če ima kaj proti, ker najbrž je on. Ali pa založba Pivec lahko lastnik, se ne vem.
Se ne vem, če se to... V bistvu sploh ne vem, če se ne moreš... Če je to kratka besedna zveza, lahko sploh... Če jo lahko pač prosto uporabljaš. Po moje lahko. Ker ona je bila v etru že prej, ne? Ni bila prvič uporabljena. Jaz mislim, da težko trademarkaš. No, lahko se vidi. Lahko bi, sam najbrž še nobeni. Kaj pa če kdo od založbe pivec posluša, pa je žleh za to Silvestrovo, pa ne bo zdaj zapatentiral. Tukaj bojo pipiki zdaj. Ja, zdaj bo... Pip. Ne, se ne posluša, se že kaj javili, ker smo jih že povabili. Se res, to je pa res. Ker sam takrat nismo vedeli naše politike, ker smo pa par epizod nazaj, da pač mi isto pri sponzorjih, tudi pri založbi pač imamo to politiko. We won't call you, call us. Ja. Pa tudi pa, kad nas pokličete, mogoče nam. Mi smo toliko cool, da tudi dvignemo. To smo letos tudi imeli, ja. Tudi to je bilo letos, ja. Smo dobili sponzora, ki je rade vole delil z nami. Ja, ampak nismo izkoristili, ali kako čovek temu rekel. Ja. Tako da... Smo pa dobili Skiro. Ja. Ki jo je seveda poslal sponzor sam. Ja, v bistvu ne. Loka Republika je poslal v sponzorju imenu. V sponzorju imenu je... Najboljša obrivčuba se sekira v galaksiji, tako da res smo veseli in hvala lepa. Hvala lepa za sekiro. Ja, tako. Dole zdaj malo nekaj, ker skozi ta isti boban. Pejte na perma. Ponosno je nad vrati. Ja. Ždi. Tako da, naj bo novo leto tudi leto novih izzivov. Aha. Tako kot je bilo v duhu kviza. Če je odgovor 42, kaj je potem vprašanje? To nam pošljite svoje ideje. Ja, dajmo narediti stvar interaktivno. Ja, ne. Kaj vi mislite, da je vprašanje? Ker tega res nismo še nikoli vprašali. Mislim, se pravi, imamo zdaj dve stvari. Ja, fulenih stvari. Koktajli, moktajli in vprašanje. In vprašanje, na odgovor. No, jih voli. Jaz mislim, da vi na tem mogli žurati jutri zaradi tega, kam imate toliko zapisati. Ja. Imate naloge. Se bo v zapiskih. Imate naloge, naredite. Mi bomo tudi. Pa se dobimo nekje. Ja. Napovedujemo pa, da bo v letu 2025 več norih idej in več spontanosti. Mislim, ne vem, če je ta napoved točna, ampak bomo videli, upajmo. Mislim, več na manj zdaj cel svet je malo v pizdi. Ja. Tako da mogoče malo optimizma v svetu. Malo optimizma, dajte najdete svojega internega Forda vse. Tako, ja. On ve, kje so, mislim, če ne ve, pa se pozanima, kje je zabava in divjiš. To si ne. In vedno je tam pripravljen. A veš, ne. Mislim, kaj sploh lahko gre narobe? Ja. Črvi, črički, pa ta zmaj. To je problematično malo, ampak vse ostalo je pa... Ja. Malo morate paziti, ampak vsekakor bolj na pozitivno noto, kot na negativno pravno. Ja, tako. Bodimo optimistični, fajn bo, nov letje, se iši. Komad poje, saj po novem, ne? Ja. Ker smo pa glih pri muziki, pa zdaj bi sam povedal, draga fanta, da bende šu, zdaj se pa že simfoniki ogrevajo, ker bomo imeli zdaj malo bolj, ker so prišli zdaj le glih noter. Za silvestrski poljub je to. Ja, a veš, bomo imeli kar cel orkester, zdaj se mora še malo ogreti. Če to slišite v zadnji, smo brez panike. Ja, potrpite z nami, pride pol, ne vem, kaj bomo poslušali. Zdaj ne morejo to, nismo poslušalcev pozvali, da bi nam še to povedali. Enega Wagnerja ali kva? Vagnerja, to. Ali bomo dali lepi modri donovi že za Silvestra? Malo zabrnemo. Wagner, Valhalla, Thor. Ja, to je. Ride of the Valkyries. To. A ste pa gledali? V tej poti nas ti peleš. Silvester je. Ne, apokalipsa. Nikoli nas ne bi govorili o optimizmu. Ja, se res boš Wagner. Ne, rabo Wagner. Wagner je njih optimističen. Bomo šli raje nekega Mozarta. Tako, ja. Strauss. Ne, to bodo jutri poslušali, to ne moramo. Ja. Muzika se še zmer rihta. Kje smo mi ostali? Pač bodimo optimistični. Ja, sam nekaj dičar. Mislim, če jih hoče, jih pa tudi dajte sam. Majte se fajn. Ja. Ni tudi ne, kakšna šala tudi ni odveč. Absolutno ne. Humor je v redu. Absolutno. Pomaga.
Pomaga, če ne drugega, se vsaj dobro počutiš, ker je vse v pizdi. Ja. Tudi v težkih trenutkih. Always look on the bright side of life. Je bil komad tedna in to letos, tako da imamo. To je to. To je to. Tudi če si gor na križu prbiti. Daj krtilo. Vzem. Kva? Povej. To naprej. Pogledamo, gostov ni bilo veliko letos, sam gospod Kodrej je bil, to smo že povedali. Mi smo bili gosti tudi druge. Mi smo bili gosti na temni strani, kar smo tudi že rekli. Seveda smo rekli. Moramo pa povedati, da mislim, vsekakor se pa je treba malo uzreti in smo se tudi uzrli, da štoparski vodnik po galaksiji presega meje literature in pop kulture. In mi smo se fajn obglavljali. Konj je bilo res veliko. Res se mora verjeti, koliko je bilo enih konjev. Noč. Kaj je bilo pa še pol, kaj zanimivega? Razpis za izganjalca hudiča smo imeli, se to kdo spomne, kaj je bilo? Nope. No. Če pa kaj lahko rečemo, ne, da kljub vsem čudnim temam ostajamo divje na točki. Ja. Tako da, to je to. No, če sem dal zdaj malo druge muske, ker teli, ne vem, če so zadosti ok. Ne. Ker tole se ne v dobro končalo. Tako da kaj? Pa, rečemo. Zdaj kaj? Kako nas bo štoparski vodnik popeljal in zakaj bo za nas pomemben tudi v letu 2025? Ja. Ker nam kaže, da je življenje absurdno in hkrati očarljivo. Jaz se že zdaj čakam, da ta očarljivi del. Čeprav včasih je očarljivo. Kukor je tvoj prijatelj rekel v svoji knjigi, ne prihajata boljša polovica. Ja, čeprav, imeli smo nazadnje sem se z enim takim človekom, ki je bolj na pesimistično stran pogovarjal. Ko se je jamro, jaz ne znam igrati to, jaz ne znam igrati, pa sem rekel, če ti tokrat cajta, ki sporabil za to, da jamraš o tem, da ne znaš igrati kurčevih bobnov, da bi bil že John fucking Bonham, res. A veš, tako da je treba tudi manj jamrati, kaj narediti. In da ugotovimo, da je med temi neskončnimi možnosti ležijo drobci smisla, prijateljstva in humorja. Točno to, ja. In da je to tisto, kar daje življenju nek smisel. Ja, je smisel, ampak mislim, da je tudi, smisel je tudi to, da tako kaj Daki rekel, tudi pot je važna. Sej to je to, pot je važna, ker cilja v bistvu ni, cilj vsi vemo, kakšen je. Ja, cilj je vseh standard. In je v bistvu je pot tista, ki je pomembna. Da si boste konc leta 2025 rekli, ne to, da ste se prebili do konca leta 2025, ampak da si boste čestitali, mater, to je bil pa dober let. Ja, to je bil dober let. Nasmejal sem se veliko. S prijatelji sem bil. Veliko smo se družili. Z brisačo sem imel. V Gonu ni bilo nikjer. V Gonu niso prišli, Grebulonci tudi ne. Grebulonci tudi ne. Se pravi, mi niti ne rabimo, ker mi smo sami sebi dost nevarni, tako da mi ne rabimo nobenih vogonov in Grebuloncev. Rečemo ti o prenesenih vogonih, še že ne drugega. Tako. Imamo tudi zemeljske vogone. Ki jih imamo vsi v svojem življenju. Naj teh bo čim manj. Čim manj. Tudi individualni ravni in tudi na globalni ravni. Te modeli z raketami stari, daj kaj drugega prodaja. Ne bo, ne. To pa v tolikih biznisih na svetu, daj kaj drugega prodaja. Fucking orožje. Vse lahko kaj drugega kupujemo, kot te kurčeve rakete. Ne vem. Jaz bi imel air fryer, ki smo govorili. Zdaj sem videl, imaš recimo une meče, a veš. Kjer je? Lightsaber. Kjer je? Jedje. Ja. Imaš kot kitajske palčke in se svetijo. Ja, imaš to.
Le to kupite. To bomo naredili nekaj za kitajski GDP. Ja, evo, kitajski GDP bo šel gor, vi imate dobre svetleče se palčke. Kako boriš boljši, če se palčke svetijo? Ne sprašujte, Sam kupaš les, nima nič pri tem. Ja, če se la palčka sveti bolj. To je dejstvo. Sigurno. To bo noro. Vse boš, če se sveti. Ja, itak. Razen ti, če si osvetljen radioaktivno. Ampak ja. Ampak tudi je kul, ti zdani trenutek si kul. Tako da, imejte se fajn, tudi v letu 2025. Zdaj se že počasi premikamo proti. Bomo odštevali. Ne, še čakaj. Se imamo še nekaj zapovedati. Ti imaš še zapovedati, da je vse zabavno in nepredvidljivo. Neč ne povedal. Vse smo to že vse povedali 4-krat. To je res, ampak to se mi zdi pa, da je... ta del je lep. Ta zadnji. Ja, da je ali kar začni. Naj bo ta podcast vaše galaktično zatočišče. Čak, sam. Dajmo musko zdaj. Zdaj pa spet dajmo. Na pune obrate gremo, ko gremo v finale. Veš. Pizda, ne more reči božga. Doli zdaj, kaj bolj... To je taka Seinfeld muzika. Čak. Potom. Opa! To vidiš, to mi deli. Tako! Naj bo ta podcast vaše galaktično zatočišče, kamor se lahko zatečete, ko ta svet postane preveč. No, vogonski. Tako. Hvala, ker ste bili z nami v letu 24 in dobrodošli v leto 25. Še preden pa začnemo odštevati, ne pozabite na brisačo, ne pozabite na to, da se malo več smejte, pa lepo se mejte. In pa samo brez panike. Tako da srečno novo leto, hvala za vse ribe in se slišimo kmalu v novi epizodi. Opravičujemo se. Za vse rašečnosti. Čak, zdaj moram pa cue-at muziko odštevanja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, srečno novo leto! Dobar. Daj odpri hudiča. Rad se majte! Lepo se majte! Pa samo brez panike. Naslov naše nove knjige. Ampak prihajajo, kdaj prihajajo? 2025? Prihajajo v vaše knjigarne 2025. Če bo prišla, če ne bo mogoče 2026. Ali pa do 2042 zikar. Skoraj z gotovostjo lahko to trdimo. Če ne pa vse veste, smo dive netočni. Noro. Zdaj, ko bomo boljši nov let, kaj Janković. Ovo je šlo pa zdaj v eksces. Čak dam mikrofone balbelke. Folk, ne nehat plesat. Pleš. Fuck, kjer sem je polil? Shit. To je pa res dobro. Ne boram se ti polil. Če pa imamo kaj. Kje so brisače? Zdaj brisače. Nov let. Prav pa tisnega. Še ne delam.